Od slike do besede. Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Lep pozdrav pa tudi bratu Janu Dominiku Bogataju. Lep pozdrav pa tudi bratu Janu Dominiku Bogataju. Dober večer v Rim. Lep pozdrav. Predstavila bova knjigo zbranih sirskih pesnitev. Naslov je tak zanosen, ne? Peruti duha, avtor pa Kirilona. Vi ste to knjigo uredili, prevedli in še spremno študijo napisali, pa me zanima, glede na to, da prvič slišim za tega avtorja, pa verjetno kdo od naših poslušalcev tudi, kdo je bil ta avtor? Ja, res je. Kirilona, pravzaprav ime, ki tudi boljšim poznavalcem, bomo rekli celo krščanske antike, tistim, ki se profesionalno ukvarjajo s tem področjem, pravzaprav v večini res ni preveč znano. Je pa res, da je to pravzaprav po krivici. Ker ta avtor je namreč eden izmed najboljših, najznamenitejših pesnikov te zgodnje sirske tradicije. Šele v zadnjih letih, desetletjih, pravzaprav nekako odkrivamo to tretje pljučno krilo zgodne cerkve, poleg latinskega in grškega, ga je tako imenoval profesor Sebastian Bloch, ki je nekako velja za največjega poznavalca tega področja. Se pravi, v zadnjih letih dejansko tudi v teh strokovnih krogih se čedalje bolj odkrivajo sirski očetje, sirska teologija, se pravi prva stoletja teologije, literature, ki pa je pravzaprav znamenita ravno zaradi tega, ker je v njej posebno izražen ta poetični, pesniški vidik pri snovanju teh teoloških tekstov. No in Kirilona spada, bomo rekli, tako na piedestal oziroma med prve tri sirske pesnike po mnenju različnih razlagalcev. Seveda, verjetno za Efrema Sirskega so naši poslušalci že kdaj slišali. Efrem Sirski je dejansko začetnik in največje ime, gigant te sirske poetične teološke tradicije. Tam živi na polovici 4. stoletja, tretji četrtini 4. stoletja. Potem recimo drugi najbolj znan je Jakob iz Serug, poznejši avtor, postkalcedonski, se pravi konec 5. in začetek 6. stoletja. Takrat, ko že nekako malce več te grške helenistične misli, bomo rekli, vdre v te prostore, kjer živi sirsko krščanstvo, medtem ko Kirilona se nekako uvršča na sredino, med Efrema in Jakoba. Njegov floruit, se pravi čas njegovega delovanja, ker namreč natančnih letnic ne poznamo, je konec 4. stoletja, tako si lahko zapomnimo. Se pravi, prva generacija teh avtorjev po Efremu Sirskem, se pravi konec 4. stoletja, deluje. Najverjetneje je eno izmed pesmi, ki so tudi tukaj prevedene, napisal leta 396. To lahko namreč datiramo, kajti opisuje vdor Hunov na področje severne Mezopotamije, ki je potekal leto prej, leto 395, on pa potem spomladi 396 piše to. Se pravi, verjetno tudi ostale pesmi nekako zapiše v tistih letih ob koncu 4. stoletja. Ja, svojevrstna slast se mi zdi odkrivati tako stare pesnike, a ne? Za Efrema Sirskega pravimo tudi, da je harfa svetega duha. Tukaj imamo zdaj peruti duha. Ali bi lahko rekli, da vse, kar nekako gleda proti vzhodu, da ima več neke sape, kot rečemo, ne, z vzhoda prihaja luč ali prihaja tudi duh z vzhoda? Ja, tudi Jakob iz Serug ima podoben nadimek, imenujejo ga, malce analogno z Efremom, flavta svetega duha. Zdaj, bomo rekli, to so različni vetrovi, ki pihajo iz različnih strani neba. Mislim, da se med seboj dobro dopolnjujejo, je pa res, da kakor
tudi vetrovi, ki jih poznamo pri nas, poznamo burjo, poznamo druge vetrove, niso vsi enaki. Nekateri so bolj močni, nekateri so zato tudi nevarni, nekateri pa so bolj blagodejni. In lepota prav te krščanske antike je ravno v tem sozvočju različno močnih in tudi različno tako bomo rekli, vetrov, ki pihajo v različne smeri. Je pa res, da je prav ta sirska tradicija res tako zelo veliko bolj poetično navdahnjena kot morda drugi dve, se pravi že omenjeni latinska in pa grška. Ja. Kakšen jezik je sirski jezik, ta jezik, iz katerega ste to prevajali? Sirščina je tako, nekako jo klasificirajo jezikoslovci, pravzaprav dialekt narečje aramejščine in je po naravi krščanski jezik. Aramejščina, semitski jezik, je že tam od 7. 8. stoletja pred Kristusom na področju tega širšega bližnjega vzhoda nekako veljala za lingvo franco, se pravi za tisti splošen jezik teh starih bližnjevzhodnih kultur. Medtem ko potem kasneje, recimo tam z Jezusovim časom, lahko govorimo prav o Jezusovem jeziku kot še o enem narečju te velike družine aramejskih jezikov, se pravi za Jezusov jezik nekako poznamo oznako, da je šlo za galilejsko oziroma palestinsko aramejščino. Medtem ko se sirščina razvije znotraj judovskih skupnosti, ki so sprejele krščanstvo tam nekje na prelomu med 1. in 2. stoletjem, še malce bolj severno. Področje današnje severne Sirije ali pa južne Turčije, prav okrog središča mesta, ki ga danes poznamo pod imenom Edesa. Tako da lahko rečemo tako zelo pavšalno, da je pravzaprav sirščina, ki potem vse od 2. stoletja pravzaprav živi kot literarni jezik vse do danes, nekako najbližje temu, kar je pravzaprav govoril Jezus. Poznamo tudi še nekaj tako imenovanih neoaramejskih narečij, ki jih govorijo tam po enih 2, 3 vasicah zahodne Sirije. Nažalost je teh kristjanov, ki nekako govorijo to neoaramejščino, zelo malo, sploh v zadnjih letih z temi vojnami v Siriji so bili dejansko razpršeni. Tako da kot literarni jezik je pa dejansko to, kar imenujemo sirščina, nekako najbližje tistemu, kar je govoril Jezus. Tako da poznamo sirsko literaturo že tam nekje od 2. 3. stoletja naprej, najprej zgolj napisi, potem pa v 3. stoletju tudi že pomembni avtori, ki pišejo v prozi in pa potem v 4. stoletju razcvet te poetične literature. Se pravi, gre za semitski jezik, ki je blizu, bomo rekli, tudi hebrejščini, danes tudi blizu arabščini, tedaj se je razvil iz aramejščine, tako da nekateri koreni, oziroma velika večina korenov je pač skupna v teh semitskih jezikih, je pa res, da so potem različne posebnosti, ki jih vsak jezik tako po skladni, kot tudi po morfologiji dejansko oblikuje in v katerih se razvija. Vsako prevajanje ima kakšne orehe, pa me zanima, ali je tukaj v Sloveniji ali pa vi poznate morda v Rimu tudi koga, ki bi take orehe pomagal streti in kje in zakaj je bilo največ težav, če so seveda težave bile? Ja, jaz, ko sem prišel zdaj že pred 6 leti, sem v Rim, sem si zelo želel študirati ta jezik in tukaj v Rimu sta obstajali 2 možnosti, pravzaprav zgolj ena. Na Papeškem vzhodnem inštitutu Orientale v Rimu, sem takrat začel pod profesorjem Emidijom Verganijem študij sirščine, ki je potem trajal tako s prekinitvami oziroma tudi zaradi covida kar 4 oziroma 5 let. Na sirščino poučujejo tudi na Bibličnem inštitutu, vendar se tam koncentrirajo predvsem na tekste, ki so ohranjeni znotraj korpusa svetopisanskih besedil, kajti nekaj odlomkov Svetega pisma je tudi prav tako napisanih v sirščini. Medtem ko na tem vzhodnem inštitutu smo se posvečali prav tem patrističnim delom, ki so zapisana v sirščini. Tako profesor Vergani je
vodilni strokovnjak tukaj v Italiji prav za ta jezik, prihajajo iz Milana, kjer dela in deluje v biblioteka Ambrosiana, ki je znana med drugim tudi po enem najstarejših sirskih kodeksov Svetega pisma, rokopisni kodeks Pešite, kar je sirsko ime za Sveto pismo. Je pa res, da prav kot sem že omenil uvodoma, v zadnjih desetletjih, prav v tej strokovni svetovni javnosti, smo priča enemu velikemu napredku, tako kar se tiče študij rokopisov teh sirskih del, digitalizacije, potem razvoju tudi različnih tehničnih pripomočkov za študij jezika in tudi povezavo z umetno inteligenco, pa kar seveda privedlo že sedaj in še nekako vodi k tem, da je čedalje več kritičnih izdaj na voljo in tudi čedalje več prevodov v različnih svetovnih jezikih. No in ko sem se skozi ta leta študija učenja tega jezika nekako naposled le lotil enega večjega dela, oziroma sem si želel lotiti, je bil prav Kirilona tak zelo zanimiv avtor, kajti ni preveč obsežen, mogoče ga je bilo prevesti v celoti, njegovih pesnitev je ohranjenih 5 oziroma 6, ki so sedaj vse zbrane v tej knjigi, in tako se mi je zdelo teh okrog 2500 verzov nekako obvladljiva količina, da sem potem lahko kakšno leto oziroma 2 leti delal na tem prevodu. Zdaj, tukaj bi lahko razglabljali na veliko o različnih prevodoslovnih vprašanjih. Kar lahko omenim, kot mogoče najbolj zanimivo je, da je pravzaprav za nekako organizacijo te sirskih pesniških oblik ključno število zlogov. Tukaj so namreč kitice, ki so sestavljene iz točno določenega števila zlogov, bodisi iz 4, 7, potem 12 ali iz različnega števila, vendar to je nekako organizacijska struktura oziroma osnovni metrum. Seveda je to v slovenščini nemogoče zelo zvesto ponazoriti, ker bi dejansko jezik oziroma prevod preveč trpel, tako da je verz dejansko prosti v slovenščini. Je pa res, da se mi zdi pa, da je druga značilnost, ki je nekako prisotna, prav še posebej pri Kirilonu, veliko bolje uspela v prevodu. To je namreč poseben ritem, ki ga ustvarjajo te verzi, ki so nekako strukturirani v distihe, se pravi v sklope 2 verzov, ki sta povezana vedno med seboj. In to smo v knjigi tudi označili z zamikom, se pravi, da je vedno drugi del tega vsakokratnega distiha v vseh pesmih nekako zamaknen, tako da je tam po koncu drugega verza določen premor, hkrati pa vse to skupaj se mi zdi ustvarja nek tak slovesen ton, pravzaprav v resnici gre za nekako homilije v verzih oziroma nekako verzificirano katehezo. In tudi to je seveda zelo zanimivo, kajti ti govori so bili najverjetneje uporabljeni prav namesto tega, čemur danes rečemo pridiga, homilija v cerkvi. So bili del bogoslužja in so nekako s to slovesno besedo so svojo poetičnostjo podajali ključne katehetske vsebine krščanske vere. Tako da nekako te pesnitve stojijo pravzaprav na meji med neko res poezijo kot tako in pa na drugi strani med neko liturgično katehezo. Spremljate oddajo Od slike do besede. Z nami je Jan Dominik Bogataj,
ki študira v Rimu in je slovensko literaturo obogatil, bi lahko rekli, z avtorjem, ki ga do zdaj nismo poznali, to je Kirilona, Peruti duha je naslov zbirke sirskih pesnitev. Jan Dominik Bogataj, kje ste vi slišali za tega avtorja in v kakšni obliki ste njegove pesnitve dobili in ali ste takoj rekli, to pa bodo dobili tudi slovenski bralci? Ja, ta zgodba je malce zanimiva. Že prej sem omenil profesorja Emilija Verganija, ki tukaj v Rimu poučuje ne samo sirski jezik, ampak tudi sirsko patrologijo. Tako na Orientaleju, kot tudi na Papeški univerzi Gregoriana, kjer sem nekaj predmetov poslušal pri njemu, kot tudi na našem patrističnem inštitutu Augustinianum. In že takrat se spomnim, da ga je omenil, mu je posvetil nekaj ur, ampak zaradi tega čudnega imena, po italijansko Cirilona, kar smo potem slovenili kot Kirilona, se mi je nekako ni zdel posebej simpatičen in tudi nekako, nažalost, se mi zdi, da ime pri tem avtorju tudi sedaj v slovenski preobleki ne bo prav dosti povleklo. Ne? Se mi zdi, če izdaš neko delo Avguština, Atanazija ali kogarkoli, ki nekako bolj zveni ali pa nam je bolj domače, potem gre tudi knjiga lažje v promet. Če pa izdaš avtorje, ki pravzaprav po literarni kvaliteti sodijo v nek kanon, ampak zaradi različnih razlogov niso prišli tako blizu oziroma se niso tako razširili, je pa potem težje. Stvar z njegovimi deli je namreč izjemno zanimiva tudi, kar zadeva področje, ki nekako privede do tega, da lahko vzamemo v roke knjigo v slovenščini. Njegove pesnitve so namreč ohranjene zgolj v enem rokopisu in še ta je datiran tam nekje v 6. stoletje. Hrani ga britanska knjižnica v Londonu in to je edini primerek, na katerem se je ohranil ta rokopisni kodeks, na katerem so se ohranila Kirilonova dela. Prvič so bila objavljena v sirščini proti koncu 19. stoletja, ko so se avtorji začeli bolj resno ukvarjati tudi s tovrstnimi deli. No, od takrat pa je v svetovne jezike pravzaprav prišel le nekajkrat. V nemščini ga poznamo, potem v italijanščini, v arabščini, v francoščini, v poljščini in pa v angleščini. Če sem prav preiskal vse te različne knjižnične kataloge. Tako da smo Slovenci tudi s tem prevodom dejansko v vrhu, kar zadeva svetovne jezike, v katere so prevedena Kirilonova dela. Zgolj dvakrat je v tem rokopisu tudi omenjeno njegovo ime. In še to nam prav zaradi nejasne pisave nekako pušča neke perpleksnosti. Ali je Kirilona ali je Kiriloha. Vsekakor gre pri tem imenu za, bomo rekli, kar dvojno pomanjševalnico. Kirilona je namreč pomeni, v slovenščini bi to lahko prevedli tudi kot Cirilček, se pravi majhen Ciril. Namreč na grško ime Kirilos, ki je nekako znano kot Kiril, Ciril, je pripeta ta semitska pomanjševalnica ona, se pravi majhen Cirilček. Zdaj stvar postane še bolj zanimiva in kompleksna, ko ugotovimo, da je pravzaprav tudi ime Kirilos v grščini že samo pomanjševalnica grškega imena Kir. Tako da je nekako Kirilona kar dvakrat zmanjšani. Zdaj, ne vemo kaj dosti o tem avtorju, ne vemo kaj dosti, kako je dobil to ime, vemo pa, da je že takrat v 4. stoletju po sirskih samostanih nekako veljala praksa, da so si prevzemali tudi grška imena. Zdaj, verjetno je bil menih, duhovnik, morda celo škof, ki je imel torej vlogo voditelja bogoslužja in za bogoslužno ravo je pripravil ta dela. Zdaj, nekako tradicionalno v ta kanon njegovih del spada 6 pesnitev, ki so tudi vsa prevedena v tej knjigi, če preberem njihove naslove. O postavitvi Evharistije, potem o umivanju nog, o Pashi našega Gospoda, o nadlogah, o Zaheju in pa 6. pesnitev o pšeničnem zrnu.
Vključili smo jo v to izdajo prav zaradi tega, ker je v zadnjih 100-150 letih nekako vedno spadala k njegovemu opusu, čeprav je prav v zadnjih letih nekaj študij, nekaj strokovnjakov nekako z veliko mero gotovosti dokazalo, da pravzaprav najverjetneje ni njegovo delo, ker je različno tudi po slogu in pa tudi po nekaterih teoloških poudarkih. Ampak vseeno bodo bralci lahko sami morda ocenili, je pravzaprav zelo lepo, zelo zanimivo, pravzaprav meditacija, poglobljena meditacija v več kot 200 verzih o skrivnosti pšeničnega zrna, v kateri je le z malo teološke govorice, pravzaprav, ampak z veliko te naravne simbolike in tega poetičnega opisa, pravzaprav vseeno opevano v ozadju Kristusovo vstajenje in pa hkrati tudi Evharistija. Tako da, mislim, da smo lahko Slovenci ponosni, da imamo sedaj vse te dragocene pesnitve na voljo v našem jeziku, kajti pot od tistega rokopisa, zapisanega v davnem 6. stoletju do današnje slovenske izdaje je bila res kar dolga. Ja, ponosni bomo potem, ko bomo te pesmi in pesnitve tudi brali. Zdaj smo lahko zaenkrat samo hvaležni. To sem vas želela vprašati, Jan Dominik Bogataj, za hebrejščino vemo, da je njen nabor besed v primerjavi zdaj z modernimi jeziki dokaj skromen in verjetno je tak nabor besed tudi v sirščini. Pa me zanima, ko gre človek brati te pesnitve, ali je po eni strani zadovoljstvo nad tem, da so to tako stara besedila in da jih imamo in da jih lahko beremo, ali je še kakšna dodana vrednost, tukaj pa mislim, da nas napoti v našo notranjost, da lahko ob teh pesnitvah tudi kaj pomeditiramo. Ja, jaz sem globoko prepričan v to, tudi moram reči, da med vsemi različnimi projekti, ki sem se jih loteval do sedaj, me je prav ta nekako še najbolj oziroma še na nekakšen poseben način tudi tako notranje nagovoril. Ker namreč tukaj smo priča še tistemu pristnemu semitskemu krščanstvu, v katerega še ni s tako veliko mero vstopila ta grška diskurzivna, lahko rečemo preproščeno, filozofska miselnost. Tukaj gre pravzaprav za nekakšne krščanske psalme, če lahko temu tako rečemo. Za neko vrsto poezije, ki temelji na bibličnem imaginariju, ki temelji na razumevanju simbola kot tiste temeljne kategorije za razodevanje pravzaprav paradoksa, o katerih govori razodetje in o katere opeva teologija, in pa za neko prepletenost pravzaprav oziroma utelešenost teologije znotraj poetičnega jezika. Česar mi na Zahodu nismo toliko vajeni, pa se mi zdi, da nekaj tega nam ne bi škodilo. Pravzaprav tudi zaradi tega, ker, kot smo lahko slišali po naslovih, pa morda v nadaljevanju si privoščimo tudi kakšen odlomek iz teh pesnitev, ker gre za centralne teme našega odrešenja. Se pravi, kar 3, se pravi, polovica te knjige je posvečena pravzaprav velikonočni skrivnosti. O Evharistiji, potem na poseben način ta meditacija o umivanju nog in pa kolosalna pesem o Paski. Zdaj, je pa seveda pri tovrstnih delih vedno potrebno nekaj, bomo rekli, hermeneutičnega napora ali pa z drugimi besedami uživljanja v drugo kulturo, v drug jezikovni svet, v drug miselni svet. Ampak vsaj zame osebno je to vedno znova vznemirljivo in lahko rečem, da me študij teh raznoraznih avtorjev iz različnih zgodnjekrščanskih tradicij pravzaprav nekako uči vstopanja v drugega, se pravi, nekako me uči ponižnega odnosa do drugega, ker drugi lahko razmišlja drugače kot jaz, uporablja drugačne kategorije, se drugače izraža. In seveda, tudi v naših odnosih, naših dialogih lahko velikokrat, ko smo soočeni z drugačnim razmišljanjem, zamahnemo z roko in rečemo, ta pa razmišlja neumno, to pa meni nič ne pomeni, ampak če hočeš dejansko drugega razumeti, se moraš potopiti v njega, moraš nekako te svoje kategorije, včasih tudi predsodke, nekako čim bolj poriniti na stran. In se mi zdi, da tudi pri tem vstopanju ali pa uživljanju v svet, ki je tako drugačen od našega,
več kot 1500 let oddaljen. Pravzaprav potreben nek zavesten napor, ki pa je bogato poplačan, ki pa je obilno nagrajen, kar pa sem prav tako prepričan. Tudi nekaj odzivov, ki smo jih že prejeli, pravzaprav od strani različnih bralcev za to knjigo, mi govorijo o tem. Ja, tak napor pravite, ne, da je potreben, bi lahko rekli, da so kot ene majhne duhovne vaje, ne, preden pridemo da zagrabimo to besedilo prav od znotraj. Mislim, ljudje smo različni in se mi zdi, da je tudi to neka lepota ustvarjenosti, da nismo vsi narejeni po istem modelu. Nekoga nagovarja nekaj bolj racionalnega, nekoga nagovarja nekaj bolj liričnega, nekaj bolj pesniškega, nekoga nagovarja glasba, nekoga nagovarjajo podobe. In se mi zdi, da je to bogatstvo. Je pa res, da je dobro si dati priložnost. Morda, če rečeš nekomu preoprečnemu kristjanu, verniku iz naših slovenskih župnij danes, če bi prebral eno sirsko poezijo v slovenskem prevodu, si ne bi niti znal predstavljati, zakaj bi ga to utegnilo zanimati. Nekaj radovednosti, nekaj zvedavosti je potrebno, da pravzaprav se napotimo tudi na to pot, ampak še enkrat poudarjam, saj tako sem globoko prepričan, mislim, da se je vredno odpraviti na to pot, kajti pot vedno razširi naše obzorje. Vidimo dlje in morda srečamo na tej poti različne osebnosti, ki nas lahko nagovorijo, čeprav si morda sami tega ne mislimo. In ja, jaz mislim, da je to tudi do ene mere zavestna vaja učenja, oživljanja drugega, da svet ni samo tak, kot ga razumem jaz sam in vsi, ki drugače mislijo kot jaz, napačno mislijo. Ja, zdaj ste lepo povedali, da je življenje z Bogom pravzaprav dogodivščina, avantura, tudi Bog je poklical Abrahama iz cone ugodja, udobja, ko je bil že star, pa je kljub temu šel in videli smo, da se mu je splačalo. Rekli ste, da so ljudje različni, smo različni, hvala Bogu, da nekatere nagovarja to, druge ono. Zdaj predlagam, da bi dala nekaj taktov glasbe in bi skušala pridobiti poslušalce, da ostanejo še z nama, kajti potem boste vi prebrali, boste izbrali eno pesnitev pesnika, duhovnika verjetno, škofa Kirilona, ki ga nocoj obravnavamo, pa zdaj prepustimo besedo glasbi. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Od slike do besede. Z nami je brat Jan Dominik Bogataj, predstavljamo Peruti duha. Brat Jan Dominik, govorila sva že kar nekaj o tej sirski poeziji, o tem semitskem krščanstvu, pa me zanima, katera pesnitev se je vas najbolj dotaknila? Ja, poleg že preomenjene, ki morda sploh ni njegova o pšeničnem zrnu, pa tudi tiste o Pashi, bi mogoče, sploh ker smo tudi pred praznikom Corpus Domini oziroma Telovim, se lahko nocoj ustavili pri odlomku iz pesnitve o Evharistiji, ki je nekako tudi podnaslovljeno memra oziroma govor, pesniški govor o križanju. In predlagam, da bi kar nekako prebrali nekaj uvodnih verzov, potem pa en daljši odlomek, ki govori prav o tej izvirni Kirilonovi percepciji Evharistije, kako je nekako povezana z Gospodovim darovanjem in z našim hranjenjem. Resnično jagnje je z radostjo spregovorilo tistim, ki so ga zauživali. In prvorojenec je svojim učencem razodel pasho v zgornji izbi. Sebe je naš odrešenik pripravil kot žrtev in pitno daritev. Zrel in hranljiv je postal njegov živi kruh in njegov snop obilen. Testo njegovega telesa je bilo začinjeno s kvasom njegove božanskosti.
Zbrstela so njegova usmiljenja in njegova ljubezen je privrela, da bi bil hrana za svoje. Sionu je oduzel pšenico in jo prečiščeno dal cerkvi. Pripravil je nov obed, poklical in povabil je sinove svoje hiše. Svoji nevesti je pripravil večerjo, da bi z njo potešil njeno lakoto. Najprej je svoje telo žrtvoval naš Gospod, nato so ga žrtvovali ljudje. S temi podobami nekako nas takoj povleče tja v tisto zgornjo izbo, kot pravi sam Kirilona, pravzaprav z aluzijo na Lukov evangelij. In potem kako poveže to velikonočno skrivnost, Kristusovo darovanje in pa njegovo dejanje, ki nahrani svojo cerkev in svoje učence prav preko teh podob, evharističnih podob. In lahko smo dojeli tudi nekaj te zelo preproste, ampak v globini zelo, bomo rekli, povsem pravoverne, tudi kristologije. On pravi v tem verzu, testo njegovega telesa je bilo začinjeno s kvasom njegove božanskosti. Za to sirsko teologijo ni bilo značilno filozofsko preigravanje ali pa razglabljanje do potankosti, kot smo ga recimo, ko smo mu priča v grškem krščanstvu glede tega, na kakšen način, s kakšnimi pojmi opredeliti Kristusovo, to človeško in božjo naravo, njun stik in pa potem njegovo vlogo v trojici. To za te sirske avtorje tako minuciozno razpravljanje nima nobenega smisla, oziroma nimajo po njem niti potrebe. Niso živeli, niso bili formirani v takem okolju in jim ni bilo potrebno dajati tovrstnih odgovorov. Za njih je preprosto. Kristus je skupek človeškega in božanskega. In to tukaj tako čudovito upove prav s podobo testa. Testo njegovega telesa je bilo začinjeno s kvasom njegove božanskosti. Kaj naredi kvas? Kvas nekako testo vzdigne, mu da novo kvaliteto, ga nekako napolni z duhom, z zrakom. In zato je šlo, se pravi, preprosto človeško telo, ki je v resnici človeško telo, ki pa je bilo nekako polno duha, polno božanskosti. Rekli ste, da boste pripravili še eno pesnitev. Tako, pravzaprav daljše nadaljevanje teh kratkih verzov iz iste pesnitve o Evharistiji. Naš Gospod je vstal kot prvak, vstopil se je kot mogočnik, obral je sadeže kot vinogradnik, molil k svojemu očetu kot dedič, pogledal nebesa kot njihov stvarnik, odprl je zaklade kot upravnik. Njegovo obličje je zasijalo kakor sonce, njegovi udje so postali kakor žarki, njegove želje so se užgale kakor peč. Njegove misli so zaplamtele kakor svetilke. Svoje odrešenje je izbruhnil kakor stvarnik. Svoje milosti je izlil kakor odrešenik. Razkril je skrite reči, ki so bile pripravljene, in zakrite reči, ki so bile obljubljene. Nadel si je sveto službo resnice in duhovništvo popolnosti. Vstane in nosi sebe v svoje ljubezni. Svoje telo vzame v svoje dlani. Njegova desnica postane sveti oltar, njegove velika dlan miza usmiljenja. Sebe nosi, ne da bi se utrudil, in vzame svoj kruh, če tudi ni lačen. Pobere svoje bogastvo, če tudi ni v stiski, in zameša svojo kri, če tudi ni žejen. Iz njegovega kruha nastane njegovo živo telo
in iz njegovega vina njegova sveta kri. Njegove misli so bile kot diakoni in njegova velika moč kako resnični duhovnik. Dvignjenih rok je blagoslovil samega sebe. Molil je in sam poveličal svoje telo. Daroval se je in zaklal samega sebe. Izlil in iztisnil svojo živo kri. Dovršil je in dokončal, kar je želel, izpolnil in dosegel, po čemer je hrepenel. Tako recimo nekaj verzov, ki se mi zdi, da z neko slovesnostjo, tudi pretresljivostjo, pravzaprav nas prebudijo v eno tako sveže doživljanje tega evharističnega misterija. Ja, pa ta ritmičnost se mi zdi, da kar kliče podobe, a ne, če bi imeli kakšnega kifreske dela, bi zelo hitro lahko nekaj obrisov naredil po vsakem tem. On je to, kri, kruh, kvas. Tako, hkrati pa se mi zdi, da prav pri tem živem branju, živi interpretaciji te poezije še nekako posebni luči oziroma posebni simfoniji zazveni, kajti tudi napisane so bile pravzaprav za neko oralno izvajanje. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Peruti duha, to so zbrane sirske pesnitve, Kirilona je avtor, za ureditev zbirke, prevod in spremno študijo je odgovoren Jan Dominik Bogataj. Brat Jan Dominik, ni prvič, da ste se za naslovnico potrudili, tukaj sem pa res prav navdušena. Pa prosim, povejte našim poslušalcem, tistim, ki knjige niso videli, hkrati pa pozivam, da gredo morda po knjigo v knjižnico ali jo kupijo na založbi Družina. Kaj vidimo na naslovnici? Za naslovnico te družinine ugledne zbirke Sidera, ki jo urednikuje dr. Brane Senegačnik in je tudi z veseljem sprejel to zbirko oziroma to delo v svojo zbirko, so značilne take res lepe, žive naslovnice, ki nekako, pri čemer je v ospredju ena podoba. In želel sem najti eno podobo, ki dejansko nas popelje v tako tisto kulturo, ki je semitska, ki je drugačna, se še razlikuje po neki posebni pristnosti in izvirnosti pred potem nadaljnjimi stoletji bolj ali manj bizantinskega kanona ali pa ustaljenih pravil za upodabljanje. In sem tako našel najbolj znamenit sirski kodeks, rokopis, ki je slovit po svojih miniaturah oziroma majhnih upodobitvah. To je tako imenovan kodeks Rabulovi evangeliji iz 6. stoletja, natočneje iz leta 586, ko je nastal v samostanu svetega Janeza iz Zagve v današnji Siriji, danes pa ga hrani Medičejska knjižnica v Firencah. No, upodobljen pa je pravzaprav binkošni prizor. V sredini je Marija, okrog nje apostoli, vsak s svojim plamenčkom nad glavo, vse pa nekako pokriva prav ta podoba goloba, podoba svetega duha, medtem ko v ozadju vidimo tudi ta čudovito ornamentirano ozadje v zeleni barvi. Vemo, da v vzhodnih tradicijah je pravzaprav zelena tista barva, ki nekako označuje svetega duha. Pri nas jo uporabljamo rdečo, v smislu ognja, tako na birmah recimo vidimo rdeča liturgična oblačila, medtem ko na vzhodu uporabljajo zeleno, kajti duh je tisti, ki daje življenje. No in moram reči, da tudi ta naslov smo nekako izbrali tako arbitrarno, vzetje iz enega verza, ampak upam, da vseeno nekako lepo povzema pravzaprav tudi vsebino. Zdaj, če preberem še ta kratek del, ki je nekaj verzov, ki so zapisani tudi na zadnji strani knjige, iz katerih je vzet ta naslov, bomo še boljše razumeli, zakaj pravzaprav gre.
Kirilona v pesmi O Paski našega Gospoda pravi namreč: Duh bo prišel s svojimi jeziki in tolažnik s svojimi razodetji. Nov govor bo počival v vas, peruti duha vas bodo ovile. Ja, In na ta način- zanosno in tolažilno. Tako, kar na nekaj mestih, pozoren bralec bo to opazil, dajem kot nekakšen izziv, na nekaj mestih v različnih teh pesnitvah Kirilona uporablja to podobo peruti. Že kot tiste serafske peruti, ki nekako zakrivajo v Izaijovi knjigi, zakrivajo Božje obliče, pa potem vse do peruti duha, ki so pri binkoštih nekako zaplahutale, ovile apostole in jim ulile različne jezike, različne razodetja, različno novo moč. No in na ta način tudi ta naslovnica to ponazarja, kako nas tudi ta poezija, v to verjamem oziroma si tega želim, na nek način lahko postavi v tisto binkoštno dvorano, v tisto izbo, kjer so učenci, kjer je cerkev zbrana in čaka, da nas Bog po svojem duhu navdahne, objame, potolaži, poboža. No, naj pa dodam še, da je ta naslovnica lahko tudi razumljena malce v prizmi tega, kar sva spregovorila v začetku oddaje, se pravi tudi s poudarkom na teh jezikih. Tukaj se zdaj v enem izmed prvih del sirske tradicije v slovenskem jeziku srečujemo z enim drugačnim jezikom v ozadju in tudi to pravzaprav poudarjajo binkošti, se pravi to različnost, odprtost cerkve, misionarski polet v vse kulture, v vse kraje na svetu in v vse jezike. In to raznolikost. Cerkveni očetje poudarjajo prav to. Irinej Lionski veliko krat govori o neki simfoniji različnosti. Ni potrebno, da vsi govorimo enako, ni potrebno, da vsi mislimo enako. V duhu smo pa združeni. Ja. Zdajle omenjala sva že, da ljudje smo pač zelo različni, vsak ima tudi različne duhovne darove. Zdajle, če bi se kaj prikazalo meni nad glavo, bi bil to gotovo duh radovednosti. In me zanima še nekaj v zvezi s to miniaturo. Ali je to povečana slika, ki je na naslovnici, ali je bila že kaj renovirana, ali je to, kar je samo fotografija tiste stare, 500 let stare slike, ali ne, iz leta 500, ne? Tako, več kot 1500 let. Tako, 1500, stara miniatura. Ja, kot sem že menil, se pravi ta Evangeliarij Rabula, ki je bil narejen tam v koncu 6. stoletja in je nekako najbolj znan prav znotraj te sirske zgodnje umetnosti po teh svojih iluminacijah. Se pravi v kodeksih, v rokopisih, tem podobam, s katerimi so nekako okrašeni, rečemo iluminacije ali tudi miniature. Mislim, da jih je ohranjenih okrog 20 oziroma 30 teh malo večjih miniatur, oziroma mislim, ali pa malce manj, vsaj okrog 10, ki nekako upodabljajo različne prizore iz evangelijev. Mislim, da izbor apostolja Matija, pa potem Marijo z malim Jezusom, mislim, da na eni tudi sta Matej in Janez, potem Kristusovo križanje je zelo znamenito, kjer je pravzaprav Kristus oblečen v duhovniška oblačila in zelo živ na križu, se pravi, vidimo drugačno upodabljanje, kot smo ga morda na zahodu, posebej potem v poznem srednjem veku in pa v novem veku vajeni, in pa na foliju 14 na B razdelku tudi ta upodobitev na koncu daru duha ob binkoštih. Jan Dominik Bogataj, rekla bom najlepša hvala za ta čudoviti sprehod na vzhod in upam, da tudi v notranjost. Upam tudi, da sva nagovorila koga od naših poslušalcev, da bodo morda to knjigo vzeli v roke. Ni to poletno branje za na plažo, ali pa morda tudi. Ampak vsekakor hvala, da ste to prevedli, nas obogatili in vam želim dobro iskanje še naprej in veliko navdiha za morda še kakšne take bisere. Hvala lepa. No,
Knjig mislim, da res ni natisnjenih veliko, tako da upajmo, da bodo kmalu razprodane, tako pri založbi Družina je mogoče dobiti to knjigo. Mislim, da je obvladljivega formata, tam okrog 150-160 strani, pa vseeno bi utopično ali pa nekako nadobudno malo kontrastiral to vašo trditev. Če smo z plaže vajeni res tistih najnižjih, najbolj poceni romanov, potem res ni tako delo. Če pa si na plaži radi poiščemo tudi kakšen trenutek ali pa kraj malce sence, kjer lahko se malce vzravnamo, vsaj tako na pol sedemo in si zaželimo nekaj tega plahotanja Svetega Duha nad nami, nekaj osvežitve, pa mislim, da je prav primerno, če morda na dopustu, 6 pesmi je, vsak dan lahko preberemo eno pesem, mislim, da nam ne bo vzela več kot nekaj minut in prepričan sem, da nas bo kakšen vers nagovoril ali pa da nas bodo te pesmi nekako vsaj za trenutek postavili v neko drugo vzdušje in bomo drugače z več svežine, z več tega plahutajočega duha pravzaprav razumeli sebe, Kristusa in tudi naše krščanstvo. Tega si želim in pravzaprav to je tisti razlog, ki me tudi mene motivira, da nekako ure in ure sedim pri teh besedilih in če pride kakšen odziv tega, potem je seveda motivacija in pa polet za nadaljnje ustvarjanje še toliko večja. Ja, zdaj ste tako lepo rekli z drugimi besedami, odrini na globoko. Če nimate čolna, vsekakor bolje, da to storite s knjigo Odriv na globoko. Hvala lepa še enkrat, Jan Dominik Bogataj, in vam želim vsega dobrega, obilo in hvala. Hvala lepa, torej povabljeni k branju. Od slike do besede. Od slike do besede. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.